gospoda Janeza Tomšiča, ki je tudi podpredsednik stranke. Sicer žal danes ne bo z nami predsednika magistra Radovana Žerjava, se bo pa pridružil čez nekaj minut še en predsednik, tudi poslanec, gospod Franc Bogovič. In če lahko uvodoma rečem, kaj boste, za koga boste glasovali, lahko rečem za Poličnjaka, kajti ima številko 5. In uvodoma seveda pozdravljamo tudi župana občine Sodražica, ki vas bo pozdravil, gospoda Blaža Milavca. Se poslišali, mislim, da nas nekaj tudi tak problem. Vse vas lepo pozdravljam. So določene stvari, ko kvantiteta ni najpomembnejša, ki je predvsem kvaliteta in ne volitvah ne bi izbirali tisto najboljše. Vemo, da naš časi je naš pri izbiru malo zamegljen od toliko različnih reklam, ko gremo v trgovino, tukaj tudi v tem volilnem času. Ampak vendarle z jasnim pogledom, pa seveda tudi z nekimi stališči, ki jih mora najprej vsak sam pri sebi razčistiti, mislim, da tudi izbira spet ni tako težka. Tukaj smo danes na v bistvu volilnem srečanju, predvolilnem srečanju predstavitvi kandidata v našem volilnem okraju, to se pravi občin Ribenca, Sodražica in Loški Potok, našega kandidata Slovenske ljudske stranke Janeza Tomšiča. Kot je že Marko v uvodu rekel, jaz tudi verjamem in se pridružujem njegovemu mnenju, da gre za odličnjaka. Janeza poznam že kar nekaj let. V principu sva skupaj obiskovala isto srednjo šolo, to se pravi gimnazija, in potem tudi so bila kolega na fakulteti, to se pravi na pravni fakulteti. Kar se tega tiče, lahko rečem, da se že dolgo časa se poznava, tako marsikje v kakšnem projektu in tako sva sodelovala, v končni fazi pa sva tudi že dobro desetletje v politiki, skupaj so vstopila na isti dan, približno nekaj podobnem časovnem obdobju v takratno MKD, to se pravi Mladi krščanski demokrati, in potem ob združitvi v Slovensko ljudsko stranko. Mislim, da glede na to, da fant prihaja iz dobrega pola, da ima ta jasen kmečki pogled, podoben, kot mi tukaj na Šuderce, Ribenca, v Loškem Potoku. Mislim, da izredno dobro razume našo problematiko, predvsem pa to dobro razume, ker je že vrsto let delal na programskem področju v delovanju naše stranke. On zelo dobro pozna, mogoče celo včasih bolj kot sam predsednik, načela stališča stranke in sam program. In kar se tega tiče, ima tudi glede na izobrazbo, kljub temu, da je relativno mlad, to je še zmeraj podarek, sam še čutim mladi, smo približno ista generacija, da je izredno izdelan profil, ki razume tako na področju gospodarstva, prava, sociale, tudi vrednot in tudi teh strateških vprašanj, ki so danes zelo pomembna. In mislim, da je eden med najbolj kvalitetnimi kandidati, ki jih imamo danes v ponudbi v tem okraju. Kakorkoli že, mogoče je majčken problem ali korak od zadaj pri njemu to, da je v tem okolju malo manj prepoznaven, ampak glede na to, da so Tomšiči odlični rokometaši v Ribenci, upamo, da se bo kdo zmotil, pa da bo že potem da ne bom predolg, se vas lepo pozdravljam, da se boste danes lepo imeli tukaj pri nas v Sodražici, pa prepustimo besedo še nadaljnim govorcem in pa tudi malo glasbi za razvedritev. Hvala. Hvala lepa županu Blažu Milavcu.
Oba sta še mlada, tako župan kot kandidat za poslanca. V politiko pa sta stopila, je povedal župan, približno isto, torej leta 97 v prejšnjem tisočletju. Sedaj pa prosim tudi sosednjega župana občine Loški Potok, gospoda Janeza Novaka, da nas tudi on pozdravi. Hvala za besedo, predsednik. Dobar večer, enkrat se skupaj lep pozdrav. Kaj če vam povedati? Da sem prišel zato, da bom povprečje v ravnovesju. Namreč kandidat, župan, najmlajši, jaz sem pa najstarejši župan v državi in je zdaj povprečje njihta prav. To je za uvod. Drugače, moram pa takole reči, da sem rad prišel danes sem, ker sem dobil vabilo. Namreč, vseh 17 letih, ko upravljam to funkcijo župana, sodelujem s stranko in sem član stranke, plačujem članarino, vendar od te članarine pa tudi kaj od drugega ni nobene koristi do zdaj. Bil sem prav žalosten, ko se je začela ta kampanja predvolilna, ki je te stranke, Slovenske ljudske stranke, preslovo kazalo, ko so bile ankete narejene. Zdaj pa to nekako rastlo in sem se razveselil, sem rekel, pa za Božjo voljo, vendar gre enkrat v obratno smer. Takoj v začetku, ko so nastale ta male občine, podeželske, lahko temu rekel, kar je velika pridobitev za našo Republiko Slovenijo, sem s to stranko zelo sodeloval. Gospod Henigman, tukaj pozdravljam še posebej, so lahko sodelovali in mislim, da mi je tiskat v tistem času veliko pomagal. Je bilo tako, veliko pomagal in je bil tudi on priznanje občinsko za to področje v tistih prvih 4 letih. Takrat je bila stranka res ena izmed perspektivnih strank. Potem vi sami veste, kakšna je bila zgodovina, kateri so bili predsedniki in je šlo navzdol. In res tako, veste, kadar ima hodič mlade, nima Slovenija, se kar blaži, razberam njih izmerno bili stavka. Jaz sem upal, da pred leti nazaj, ko bi Šrot, predsednik, sem bil na teh sestankih parkrat v Celju in ko se je to sestajalo, sem rekel mu lepo, vendar ni. Je pa spet druga stran slaba. Tako da zdaj pa upam, da morda bo pa po tem vodstvu tega predsednika korak šel v drugo stran. Tako da sem zadovoljen in zato sem prišel, da vam povem, da tudi jaz čakam, da se bo na tem področju kaj spremenilo. Ker mislim, da od teh mladnih strank je ena izmed najbolj poštenih ravno ta Slovenska ljudska stranka. Tako mislim, pod narekovajem poštenost, ker ljudje imamo radi tisti, ki so pošteni, ne tisti, ki bolj zveš, da vse narobe da lažejo en kot drugi. Tako da se upam, da bo stranki uspelo in da bomo na teh volitvah in da bo ta stranka prišla tudi v vlado, tako da bo to šlo. Tako kot stranki dobro želim tudi Janezu uspeh, da bi na volitvah teh točk dobil, da bi pač bil izvoljen. In tako da bomo tudi iz tega naljega področja imeli na katerega bomo lahko župani malo potrkali, namreč poslanci. Veste? Poslanci ima nekaj večja šarža kot župan in tam, kjer ne mora župan odprt vrata, lahko poslance odpre in dostikrat lahko kaj pomaga. Zadnjo obdobje je bil to Tanko, Jože, kot poslanca, on je že skozi sorazmerami tudi stranki visoko podpiral, je recimo naše občini Potočke veliko pomagal zadnje leta. No in prejšnjo sobotno so imeli oni zbor v Korilnici, to je tam so tam Boraši vaši igra, no sem ga šel tudi pozdraviti in možete želel tako uspeh kot Janezu danes tukaj. Mislim, da je to prav. Prav, da ljudje vejo, da baza ve, kako situacijo stoji, kako župani ocenjujejo in da se to odraža potem tudi na sami. Torej, želim stranki in kandidatu veliko uspeha na volitvah. Vam pa, da se fali več, da se mi je pripravljeno. Hvala lepa.
lepa županu občine Loški Potok, Janezu Novaku. Jaz z nami sta tudi bivši poslanec v Državnem zboru, gospod Benjamin Henigman in predsednik občinskega odbora Slovenske ljudske stranke Ribnica, Luka Ilc. Zanimivo, ko ste povedali prej torej glede poštenosti in tega. Pred dnevi je v Ribnici na novinarski konferenci župan občine Ig, gospod Cimberman, citiram, dejal, da je gospod Radovan Žerjav edini predsednik stranke, ki kandidira, oziroma vseh strankane, ki kandidirajo v Državni zbor, brez masla na glavi. Da je edini predsednik, ki bi bil kot premier sposoben potegniti Slovenijo iz brega. To je bil citat. Tako da sedaj pa prosim, da pridejo v to dvorano lepega doma, obnovljenega letos junija, tukaj v Sodražici, gasilnega doma, v sodraški tamburaši in nam zaigrajo 3 skladbe.